Na začetku bi mogoče izpostavil partnerske organizacije pri nastajanju tega slovenskega mladinskega manifesta o tobaku. Torej, poleg Mladinskega združenja brez izgovora je enakovredno sodelovala tudi organizacija, torej Mladinski svet Slovenije, torej Matjaž Štolfa z svojimi sodelavci in aktivisti, torej širom Slovenije. Kot je Hanna omenila, bom v naslednjih nekaj minutah predstavil vsebino slovenskega mladinskega manifesta. Navezal bi se pa tako na Tomaža Čakša kot na Matjaža Štolfo in omenil ta princip oziroma to načelo sodelovanja mladih iz različnih področij, torej različnih, imenujemo to, skupin v Sloveniji. Se pravi, zadeva se dogaja predvsem strani mladih za mlade, smo pa dodali še zraven in ostale, ker konec koncev poskušamo apelirati tudi na ustanove v Sloveniji, da nekako prilagodijo v bodoče ukrepe v smeri, ki mladi v Sloveniji verjamemo za pravo. Tako, še enkrat bi omenil, 12 do 25 let je starost, katero se nekako tobačna industrija poskuša oklepati za pridobivanje novih kadilcev. Torej, prav ta starost je tista prava, na katero se moramo osredotočiti z ozaveščanjem. Se pravi, nikakor ni bistvo teh ozaveščevalnih akcij, da nekdo preneha kaditi. Bistvo je, da pridobi dovolj informacij in se na koncu na podlagi informacij, ki so verjetno podane konstruktivno, recimo razumljivo in zanimivo, ali želi kaditi ali ne. Torej, izziv za ta manifest je bil premalo specifičen evropski mladinski manifest, ki je nastajal od aprila leta 2000 in je 8 mladih iz Slovenije in tudi sodelavcev tega slovenskega manifesta sodelovalo pri temu, tako da smo rekli, da zdaj postavimo nekako bolj na lokalno raven, nekako bolj slovenskemu prostoru primerno. Se pravi, slovenski mladinski manifest o tobaku je bil napisan na kadilcem in nekadilcem prijazen način. Tako da, v manifestu so nekako opredeljene različna poglavja, ki bomo na naslednjem slajdu tudi predstavil. Bistvo, ki smo ga tudi opredelili v tem manifestu, je, da mora biti cilji vseh kampanj o tobaku nekako usmerjeni v te 4 točke. Se pravi, povečati ozaveščenost o posledici uporabe tobačnih izdelkov, posledično tudi o nemoralnih prijemih tobačne industrije, se pravi tobačna zarota, kako jo mi imenujemo, zmanjševanje deleža novih kadilcev, spodbujanje aktivnega vključevanja mladih in zmanjševanje deleža vseh kadilcev. Zakaj je spodbujanje aktivnega vključevanja mladih tako zelo pomembno? Kot sem rekel, nekako klin se s klinom zbija, kar pomeni, nikako ne boš uspel vplivati na neko populacijo, če jih ne boš vključil, se pravi, nič namenjeno mladim ne mora biti narejeno oziroma odpravljeno brez pomoči mladih. Zakaj je zmanjševanje deleža novih kadilcev pred zmanjševanjem deleža vseh kadilcev? Pravzaprav zato, ker se kampanje o tobaku, kot so bile identificirane v slovenskem mladinskem manifestu, v bodoče najbolj v tej starostni skupini usmerjajo na preventivo. Se pravi, ne tako zelo na kurativo, torej prenehanje kajenja. Smo pa v našem manifestu tudi to točko nekako zajeli oziroma omenili. Torej, kot sem rekel, vsebina dokumenta, predvsem po načelu co-managementa oziroma strukturiranja dialoga, medgeneracijskega dialoga, smo z različnimi sodelavci opredelili problematiko, tako pasivno kajenje kot recimo neka apatija mladih v Sloveniji, sploh družbeno koristnih dejanj. Se pravi, pasivno kajenje je nekako na zanimiv način opisano. So pa točke, ki so direktno nekako bolj podobne nekemu akcijskemu načrtu že, kolikor bi se recimo v 5 letih oziroma koliko se bi to v kratkem udejanjilo, se pravi, večinoma ukrepi iz manifesta, se bi v nekem 5-letnem obdobju že manifestirali rezultati. Se pravi, opisana je dostopnost in vidnost tobačnih izdelkov, hkrati ukrepi, kako to zadevo zmanjšati oziroma omejiti. Opisana poglavje je, kako aktivno vključevati mlade. Omenjeno je izobraževanje oziroma učenje, neformalno učenje kot preventiva pri tobaku. Ne nazadnje pa smo tudi opredelili preostalo skupino, spravi otroke po 12 letom starosti in starejše na 25 letom starosti. Torej, za dostopnost in vidnost je zelo pomembno zavedanje, da tobačna industrija se zagotavlja vidnost
tudi, da ne bomo rekli predvsem, na prepovedane načine. Se pravi, nekako zakonodaje v svetu, v Evropi so že nekako predelile in tudi zakon o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov v Sloveniji pravi, vse oblike tobačnega oglaševanja so prepovedane. Posredno oglaševanje je žal težko dokazljivo, zato se pač posredno oglaševanje še vedno dogaja v Sloveniji. Torej, eden od takih dejstev v Sloveniji je tudi to, da so tobačni izdelki so dostopni povsod. Torej, velikokrat jih je lažje dobiti tudi kot živila. Se pravi, tako imenovane trafike so danes dostopne vsakih 20 metrov, da bi pa želel biti neko kruh kupiti, bi se pa mogel prehoditi tudi po 400-500 metrov. Torej, zakaj kaznovati kadilce? To je nekako direktno apelira na zakon o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov, ko pa bi bilo enostavneje pritisniti na tobačno industrijo. Se pravi, tobačna industrija je tista, ki se velikokrat nekako poskuša ustvariti neke konflikte recimo tako med kadilci kot nekadilci, kot med podporniki in nepodporniki zakonov, s tem, da pokrije ono bistvo, tisto visoko zadevo, torej, da se prodaja izdelke mladim in se svoji da celo življenje to kupujejo. Torej, nekaj ukrepov, se pravi, prodaja tobačnih izdelkov naj bi bila v prihodnje zgolj v specializiranih prodajalnah, se pravi, neki prodajalniki dobijo neko listnico, da to lahko počnejo, se pravi, predvsem neke trafike, kot se v Evropi to dogaja. Torej, naj se uvede strožji nadzor nad prodajo izdelkov, to je tudi dodatek legitimacije, naj bo samo umevna sicer, ampak tle ni tako zelo bistveno na človeka, ampak na samo prodajalno. Se pravi, konkretno se dogaja to, da žal prodajalke sploh ne pregledujejo dokumentov, ampak ocenijo na oči, koliko zgledaš in koliko bi ti pripisal let in to ti prodajo kakorkoli, ker konec koncev njihov dobiček to.